spoštovana predstojnica oddelka za zgodovino, docentka doktorica Alenka Cedilnik, spoštovani vodja projekta, profesor dr. Božo Repen, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, drage študentke, dragi študenti. Na letošnjem Borštnikovem srečanju je veliko Borštnikovo nagrado za najboljšo uprizoritev dobila predstava z naslovom 6, ki, kot je bilo zapisano v obrazložitvi nagrade, tematizira objektivizacijo migrantov in beguncev in osvetli tragično stanje družbe, v kateri strah, rasizem in ksenofobija aktivirajo demone, katerih posledice bomo šele videli. Predstava, so zapisali, je ogledalo licemerstvu vsega, kar družba kot taka mislimo, da smo, tega, kar zares smo, in tistega grozljivega, kar bi lahko postali. Ob podelitvi nagrade je eden od umetnikov na odru tam zbranim politikom poočital, da je država zaprla meje pred ljudmi, ki so bežali pred vojno, nasiljem in smrtjo. Ob tem je kamera televizije Slovenija ojela obraze politikov v dvorani, ki so se ob tem očitku nasmehnili, češ stvari niso tako enostavne. In verjetno so imeli prav, stvari res niso tako enostavne, da bi jih naslavljali z enostavnimi rešitvami, kot je enostavno postavljanje žičnatih ograj in bodečih žic. Ta zgodovinski trenutek kliče po resnem razmisleku in prav zato sem bil izredno vesel informacije z oddelka za zgodovino, ko so mi sporočili, da v okviru svojega raziskovalnega projekta pripravljajo razstavo Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. K veselju seveda niso potrovale te teme, ki so povezane s človeškim trpljenjem, nesrečo, tragedijo, pač pa dejstvo, da današnji čas, ko vse povsod rastajo nove meje, fizične v prostoru in mentalne v glavah, nujno kliče po zgodovinski refleksiji ne tako oddaljenega časa, ki bi nam moral biti v opomin, da je svet bodečih žic in žičnatih ograj napačna pot, ki lahko vodi le v novo človeško tragedijo. Razstava, ki je pred nami, prikazuje, kaj je za tu živeče ljudi pomenilo 560 km okupacijskih meja, ki so bile po zasedbi slovenskega etničnega ozemlja leta 1941 postavljene na tej zemlji. Ljubljana je bila obdana žico, prav tako Metlika, Novo mesto, Idrija, Črnomelj. Ob nekaterih mejah so bila minska polja, žične pregrade, postojanke s strojnicami. Ponekod so ob mejah s prisilnim delom lokalnega prebivalstva podrli vse stavbe in posekali gozd, da bi lažje nadzorovali obe strani meje. Te meje so potrovale vojnemu nasilju, deportacijam prebivalstva, pobegom, ilegalnim prehodom. Vsemu temu, kar grozljivo spominja na podobe in besede, ki jih danes poslušamo in gledamo ob 7:30 zvečer na televiziji. Ampak vse te grozote se niso končale leta 1945. Za tamkajšnje prebivalce so bile mine, ki so ostale ob meji, glavni krivec za številne smrtne žrtve še precej let po koncu vojne. Dobitnik letošnjega Borštnikovega prstana, igralec Janez Škof, je v svojem zahvalnem govoru med drugim dejal: Včasih je treba kričati, če sploh še želimo slišati tistih nekaj osamljenih glasov humanizma. Če odkot, potem morajo ti kriki humanizma prihajati tudi z filozofske fakultete. Želim si, da bi bila ta razstava glasen krik in opomin, kajti tu ni prostora za uravnoteženost, tu ni prostora za pro et kontra, tu ni prostora za neangažiranost. Ko gre za človeška življenja, bi prostor moral biti namenjen le humanizmu, pomoči in solidarnosti. Iskrene čestitke avtoricami in avtorjem razstave, hvala, da niste tiho.